ne vem, kje rovi. Ajde, bom to. Recimo takole. Kako je lepa. Hvaležno pozdravljeni. Imam dobro novico za vas. V bistvu vrhunsko novico za vas. Moram reči, da smo nekaj tednov nazaj ugostili Metko Lebar iz šole svete geometrije. In sveta geometrija, ki je jezik luči, toliko vas je navdušil, da smo prejeli kup vaših pisem zahvale, da smo govorili o tem in da od nekdaj ste bili povezani s tem, kaj nori ste s šestilom to risali v šoli, pa niste vedeli zakaj. In potem ste ugotovili, kakšen zaklad je dejansko sveta geometrija, ki je pravzaprav vse, kar je. In res sami dobri odzivi, zato sem se pa danes odločila, za vas imam dobro novico, pravzaprav darilo, ja, prav ste slišali. In sicer danes ob naročilu kateregakoli izdelka, ki ste ga videli ali spremljali, ki se nahaja torej v naši ponudbi, boste zraven dobili tole čudovito rožo življenja, povsem brezplačno, prvih 100 jih imamo na voljo in dobili jo boste zraven v paketu z drugo zadevo. Zdaj več različnih je, dobili boste tisto, ki vas enostavno pokliče, oziroma tisto, ki vam je namenjena, zelo preprosto. Tisto, ki je namenjena, jo boste dobili in nalimate jo lahko kamorkoli želite. Jaz imam recimo na računalniku, pa glih kar sem dala zdajle eno tukaj, recimo sem tudi dodala gor, skratka, 1001 priložnost in možnost in varianta je, tam kamor želite, tam jo pa lahko seveda tudi sami prilimate. Evo, to je naše darilo za vas, kajti sveta geometrija je nekaj, kar enostavno mora biti v vsakem domu, kajti je v nas. In znova je v naši družbi Metka Lebar, lepo pozdravljena, dobrodošla. Sveta geometrija je v nas. Sem se prav izrazila? Zelo lepo povedano. Mi smo sestavljeni po principih svete geometrije, po načelih svete geometrije, po božanskem načrtu, ki vsebuje ta popolna razmerja. Popolna razmerja. In mi vsi smo popolni, samo ne zavedamo se tega včasih, ne? Ja, samo smo prikrili za vse sorte drugimi stvarmi, s prepričanji, da nismo, da smo premajhni, da smo vedno nekaj najdemo, kar ni v redu. Imamo neke strahove, primerjamo se drug z drugim in tako pozabimo na svojo pravo naravo, ki je popolna točno takšna, kakršna je. Vse obline in ostale stvari. Ja, tudi to. Vse po sveti geometriji. Zakaj rečejo, da je sveta geometrija jezik luči, jezik kreacije? Predvsem je jezik, s katerega se lahko sporazumevamo, zato ker vsaka oblika je informacija, ki jo lahko predajamo. In sveta geometrija je tista osnovna informacija, izvorna informacija, ki je zakodirana v teh zelo preprostih oblikah, kot smo se že zadnjič pogovarjali, vendar pa iz teh preprostih oblik lahko razberemo celo kompleksnost našega obstoja. Metka, ti imaš šolo svete geometrije, ki je, veliko je vsebin te same svete geometrije. Ljudje bi rekli, čak malo, pa se pa vsak zna rožo življenja narisati z šestilom, ne? Ampak zakladi se skrivajo taki, ki so mogoče nevidni našim očem, ki gledamo še mogoče v 3D zdaj. Ampak sicer, zanima me, kaj se zgodi, ko človek začne risati rožo življenja, katerokoli drugo obliko, ki izhaja iz semena življenja. Kaj se zgodi, kakšne silnice se sprostijo? Res je prav čarobno. In najprej bi rekla, tisto, kar zgleda najbolj preprosto, je na koncu najglobje in v tem se skriva največja skrivnost. Je pa res, ko mi ta prvi krog narišemo, vzpostavimo stik z polnostjo, z celovitostjo zavesti. Zato, ker krog simbolično pomeni celost zavesti, celo božansko zavest. Se lahko greva kar tjale, naši tele roži življenja, pa malo pogledava. Pa malo pogledava, ne? Vse te kroge preproste
Ja, imava ta osnovni krog, ampak jaz bom zdaj rekla, če začnem z osnovnim krogom, z središčem. Aha, Tega sem imela v mislih, ja. Središčem in središče ima še resnično svoj center, svoje središče, ne? In obod. In to je tista naša osnovna celica ali tudi izvorna, bi lahko rekli, božanska zavest. Naše središče, namreč vsa središča, moje, tvoje, vse naše središča se upadajo. In če komuniciramo preko tega središča, ne potrebujemo besed. Zato je to tisto osnovo jezika luči, da če se mi lahko poglobimo v svojo izvorno zavest, lahko preko tega preprosto vemo, kaj nekdo drug misli, kaj se nekomu dogaja, ali je nekomu treba pomagati, ali karkoli že drugače komuniciramo z besedami. Zato včasih rečemo ženske, ne? Ja, pa kaj nisi to? Ja, pa se nisi nič rekla, ja, pa to bi mogel vedeti. Ja, no, mi pričakujemo od moških, da so vedno v tem stanju vedenja izvornega. Od sebe tega ne pričakujemo, od njih pa drži. To nam je zelo dobro. No, je pa res, da tudi sami seboj ne komuniciramo ravno veliko. In začetek vse komunikacije je, da mi sploh vzpostavimo ta stik s seboj. Kje je moje središče? A jaz mogoče, ko se pogovarjam s teboj ali ko stojim pred kameri, ali grem iz svojega središča, ali se zgubim, ali ostajam v sebi. In takrat, ko sem v sebi, je stik. In okrog tega, iz tega središča pa potem zraste, kakor zadnjič smo rekli, vzorec stvarjenja, prvih 6 krogov, jih imava, smo imeli prvega, pa teh 6, to smo risali vsi, teh 6, imamo že seme življenja in potem, če nadaljujemo, se preprosto samo širi. Se pravi, zavest se vedno širi. In ljubezen, kar je ta vse vključujočnost, krog je objem. Krog je, koliko sveta mi objamemo svojo zavestjo, koliko tudi ozavestimo, ampak predvsem, koliko imamo radi. In če to širimo, s tem širimo svoje zavedanje vsega, kar na koncu koncev smo mi. Kajte, mi smo veliko večji, kakor pa si mislimo. Nepredstavljive razsežnosti v človeku dejansko. Ja. Ko rišemo, uporabljate v šoli geometrije pri tebi šestila ali prostoročno? Uporabljamo šestilo in sicer zato, ker je tudi samo šestilo simboličnega pomena. Če pogledamo, kako je sestavljeno, iz ene točke se razdeli v 2 kraka ali jaz bi rekla 2 žarka luči. Se pravi, iz enosti imamo tisto prvo razlikovanje, nekaj se razpre, da sploh nekaj lahko začne nastajati. Se pravi, prvo, da sploh vemo, jaz sem, v tisti svoji izvorni zavesti, in jaz sem to, ali jaz sem ono. To je tisto prvo razlikovanje, ki vzpostavi sploh prostor kreacije. In potem s tem objemamo spet možnosti oziroma jih udejanjamo. Tako da je to šestilo tudi poleg tega, da iz enosti, ki si jo mi tudi predstavljamo, da je nekje zgoraj, čeprav je znotraj, in je v resnici v stiku v našem srcu, da se mi povezujemo preko papirja, ki je nekaj manifestiranega, fizičnega, z zemeljskim svetom. Se pravi, svojo božansko naravo povezujemo z našim fizičnim snovnim obstojem. Ampak zdaj tukaj, če se ustaviva, glede na to, kaj si povedala, bi jaz rekla, da se pravi takrat nekaj materializiramo, ne? Bi jaz rekla, da je presneto pomembno, kaj takrat razmišljamo zraven. Pa še kako. Sej zato je pa priprava, zato ponavadi skozi meditacijo. Dalj časa, ko rišeš, bolj avtomatično že v to stanje nekako se prestaviš. Na začetku je pa izredno pomembna meditacija, umiritev uma in pa povezava s svojim notranjim vedenjem, svojim notranjim vodstvom. Dostikrat rečemo z višjim jazom, ampak spet tisto, to ni zdaj nekje lebdeče zgoraj, to je znotraj nas. Je pa tista neizmerna modrost, ki se je ponavadi v vsakdanjem življenju ne dotikamo ali ne dovolj. Če pa se na to naravnamo, pa lahko to krepimo. Intuicija je tudi vedno boljša, saj to je to notranje učenje. In preko tega, seveda iz srca, ko narišemo prvi krog, manifestiramo s tem ljubezen. Se pravi, predvsem prvi krog je najpomembnejši.
Zato, ker je to naravnava. Seveda tudi vsi ostali, ampak sam začetek, ker ponavadi je tako kot začnemo, gremo naprej. Če smo začeli površno, gremo ponavadi površno naprej. Če smo začeli, res je sicer včasih se zgodi, da smo malo vznemirjeni, pa se lahko pomirimo. To je tudi res. Ampak pri sveti geometriji, ki je tako zelo resnično močna, ker sproža silnice v nas, je pa zelo, zelo pomembno, kot si rekla, odkot začnemo. Odkot začnemo? Ja. Se pravi, ni tako zelo preprosto, oziroma mi smo že toliko zakomplicirani, da ne znamo tega na preprost način narediti. Da smo pozabili, kako močna je preprostost, točno to. Tako da verjetno lahko greva kar nazaj. Lahko greva nazaj. Wow, zanimivo. Mislim, ti da misliti. Evo, tole drugače še vedno velja, samo tako, da povem. Tole darilo za danes absolutno velja. In ko narišemo svojo rožo življenja in je zadaj neka energija, nek namen verjetno, ne? A mi lahko rečemo, ok, danes bom pa narisal rožo življenja za moj odnos s samim sabo, ali pa za zdravje, ali pa za mačko. Na vsak način. To počnemo v šoli svete geometrije. Da povežemo, torej osnovni namen je, izhajam iz ljubezni in spoznavam samega sebe v prvi fazi. Pozneje je seveda namen kreacija. Ampak karkoli mi v začetku ali tudi med tem, ko rišemo, kakršno namero mi postavimo, takrat potem prevzame ta naš modrejši del in nas vodi. Tako da, čeprav, to je zelo lepo na sveti geometriji opazovati, vsi začnemo z enako obliko, pa na začetku, jaz se spomnim ene udeleženke, je rekla, samo 2 kroga naj narišem, zakaj ti kar narišiti samo 2 kroga, Kaj je potem prišlo iz tega, ko je bil zraven še namen, je bila cela življenjska zgodba. Kaj pravzaprav sprožamo? Ko smo rekli, to je božanska popolnost, to je božanski arhetip, neka praslika. Ti arhetipi me zanimajo, kaj to označuje. To so praliki oziroma bi rekli slike, konstelacije, odnosi med točkami zavesti, ki so univerzalni. Zdaj, če sva se tega dotaknili, bi rada nekje opozorila. Se spomnimo morda vsi tiste slike, kjer rečemo ledenik, ledena gora, tretjino vidimo, tista špička gleda ven, spodaj sta pa še 2/3. Jaz bi rekla, veliko več kot to je spodaj. Tista špička, zdaj pa je to tisto, hecno, sem pa jaz. Kakor se tukaj vidim. Tisti del, ki pa je neviden, je pa tisto nezavedno. In če gremo po pobočju te gore dol, vemo, ta ledenik je v vodi, plava v vodi, pridemo do enega področja, kjer je vse sestaplja drugo z drugim. Skratka, lahko bi rekli po Jungu do kolektivnega nezavednega se najprej dotikamo, oziroma že precej globoko. Če pa gremo še malo naprej, pa prihajamo do čiste izvorne zavesti. In te silnice, torej ti arhetipi prihajajo čisto, tukaj bi rekla, z dna, ampak to ne pomeni, da je to manj. Mi imamo neko predstavo, da je tisto zgoraj več, pa spodaj manj, ali pa zunaj znotraj. Ampak to je prispodoba. Se pravi, tam, kjer smo stopljeni drug z drugim, kjer smo eno, smo rekli preko središča, preko centra, tam je univerzalnost doma in tam je božanskost doma in ta popolnost. In ko se te silnice sprožajo, energija steče in osvetli vse naše filtre. To pa je vse tisto, kar je pa na tej poti gor, na tej gori. Tudi ta prispodoba, da potujemo proti vrhu. In takrat potem se zgodi to, da vsak udeleženec tista 2 kroga popolnoma drugače nariše, pobarva in sproži druge silnice. In s tem, ko smo pa sprožili izvorno energijo, se če karkoli odstopa, če imamo kakšne težave, naša notranja modrost začne to uravnovešati. Tako da sprožimo zelo močne sile. In ti arhetipi, kako je bilo vprašanje, torej arhetipi so tam prav pri dnu, kjer se dotikamo drug drugega. Tisto, kar imamo vsi skupno. Vsi imamo skupno, naprimer, nek občutek, kaj pomeni. Zdaj, po Jungu je tipični, naprimer, arhetip modreca. Kaj pomeni biti modr? Ali arhetip matere.
Ampak tukaj bi rekla, ne samo zdaj tisto, kar smo mi zbrali kolektivno skozi vse dobe, kar je pomenilo skozi različne kulture, kaj pomeni biti mati, ampak tisto še pred tem, tisto čisto na začetku, kar pomeni ljubezen, kar pomeni objem, podpora, regeneracija, zbiranje, to je tisti arhetip, ki se ga dotikamo, ko rišemo sveto geometrijo. Wow. Eden izmed. Na koncu lahko tudi pobarvamo? Ja, pri nas barvamo, lahko tudi samo rišemo. Je pa res, da kadar barvamo, še eno drugo plast prebudimo. Plast doživljanja, čustvenega doživljanja in še večjo raznolikost. Tudi barve nam govorijo, imajo svoj jezik, tako da lahko iz tega tudi nekdo, ki je na to uglašen, razbira potem, kaj se s človekom dogaja, predvsem pa človek sam. Lahko včasih hoče narisati pa pobarvati z eno barvo. Pa tisti notranji čut ne da. Zelo zanimivo je, da zelo kreativni ljudje, ki so mogoče že ustvarjali umetniško, pa imajo en svoj stil, pa se najprej jezijo. Pa rečejo, pa jaz ne morem dati teh dveh barv skupaj. Ja. Potem, znanje jih omejuje. Ja, na nek način v tem svojem. Sej v estetiki absolutno je lepo in eno je znanje in tudi res njihov stil. Ampak včasih za disharmonijo dosežemo harmonijo. Točno to. In potem, ko je pa slika končana, razumejo, doumejo na zelo globoki ravni, zakaj je morala ravno tista barva biti. In je iz notranjosti vodeno. Ali lahko sveta geometrija zbudi neke naše speče, talente, naravne darove, ki smo jih mogoče pozabili na njih, zaradi tega, ker hočemo tukaj ugajati vsem ostalim razen sebe? Ja, zelo lepo rečeno. Tako se trudimo, da bi bili ali tako kot vsi drugi, da bi nas imeli radi. Ja, seveda, lahko pomaga, ker pomaga odstirati vse tisto odvečno, bi se rekla, vse tisto, kar smo ali filtre, ali neke obleke, ali nekaj, kar ni maske. V bistvu odlagamo maske, čisto svoje psihološke maske, neke lažne potrebe, ki jih v resnici ne potrebujemo in se približujemo temu, da je naša osnovna potreba biti ljubljen. Ja. In ko vse to odstiramo, pridemo do tiste točke, ko lahko začutimo, jaz sem ljubljen, pa če me kdo od zunaj ljubi ali ne. In takrat je osvoboditev. In iz tega potem, ko začnemo risati geometrijo, pa še močnejši. Eden izmed, ko sem jaz začela sama uporabljati sveto geometrijo in jo dejansko tudi risati, je bilo najbolj zmagoslavno zame takrat, ko sem ugotovila, da sem pravzaprav ranljiva in da sem lahko ranljiva. To je največje bogastvo. In tukaj se odprejo tista skrivna vrata, ki jih vsi iščemo, pa mislimo, da moramo nekaj več, pa nekaj ne vem kaj, biti drugega. Ampak ranljivost je tisti portal, ki nam odpre vse skrivnosti. Ker takrat si dovolimo biti mi, kakor smo v tem trenutku. Evo, še eno kratko vprašanje. Zdaj, 100 jih lahko danes dobi tole, ne? Wow. Kam si lahko nalimajo oziroma s kakšnim namenom si to nekam pripopajo zdaj gor? Ja, nalimajo si lahko kamor ravno hočejo. Kamor začutijo? Kamor začutijo, na steklo je zelo lepo je na zid, na mapo, na dnevnik je čudovito, podpre. Lahko jaz bi rekla, na kakšno mesto mogoče, kjer meditirajo, ker zelo lepo se da meditirati za rožo življenja. In ravno tako, kot smo prej stali pred njo, pa sva malo, pa so gledali, ne, jaz mislim ta krog. Čeprav bi lahko, bi si mislila pa drugega, pa bi bilo tudi čisto v redu, saj je čisto vseeno, s katere strani začneva. Ampak naj nam bo v opomnik, da smo mnogo več, kot mislimo. Absolutno. Odlično. Najlepša hvala za tale pogovor. Takole, evo, torej, sami veste, takole izgledam, ne vem, katero boste dobili, eno pač, in še kaj vam bodo razložile tudi naše svetovalke na 02 6200 230 in včasih so besede enostavno odveč.